Danes v novicah med drugim. Osebnost leta 2024 je Jana Dular-Vangombe. V mestni občini Krško kmalu parkirišči ob avtocesti. Mirenska obvoznica pomembna tudi za gospodarstvo. Lepo pozdravljeni. Vabljeni k spremljanju šopka tokratnih novic. Morda pa z njim prikličemo pomlad. V novem kulturnem domu v Škocjanu je sinoči potekal izbor za osebnost leta 2024, ki ga je naša televizija Vaš kanal izvedla že 9. leto. Med 12 finalisti vas je najbolj prepričala Jana Dular-Vangombe, pravnica in humanitarka, ki že skoraj 15 let v Afriki pomaga predvsem otrokom in ženskam. Na prireditev se je javila kar iz domače Kenije, medtem ko sta nagrado v Škocjanu prevzela njena starša Marjan in Ida Dular, ki sta bila tega, tako kot njuna hči, iskreno vesela. Srčna hvala za to čudovito nagrado. Zelo me je ganila tale vaša prelepa novica, da sem iz domačih logov prejela eno tako prelepo spodbudo in vedenje, da ste z mano, tako da srčna hvala vsakomur, ki je oddal glas, meni v podporo. Ona je tako srčna že tako in tako vsa leta in medva z ženo jo spremljava in podpirava, drugače ne bi bilo tako. Saj rekla, če bo fajn hudo, imamo v Jurki vasi 13 prostor tudi za njih. To se pravi, res sva z njimi vsak dan, ne? In čeprav danes živi na drugi celini v oddaljeni državi, so nanjo in njeno poslanstvo ponosni vsi, tudi v domači občini in mnogo širše. Zelo sem vesel in ponosen, da je med 12 osebnostmi meseca v letu 2024 kot osebnost leta bila izbrana naša, lahko rečem, nekdanja občanka Jana Dular. Resnično njeno delo spremljamo že odkar je v Afriki. Slavnostna prireditev je potekala v novem kulturnem domu v Škocjanu, ki je navdušil vse zbrane. Ta pomembna zgodba televizije Vaš kanal je tako imela tudi izjemno zaključno prireditev. Čestitke vašem kanalu, seveda čestitke vsem posameznicam za to, kar delajo dobrega za Slovenijo, ker se zavedam, da v današnjih časih ni enostavno. Hvala lepa vam za vas trud in hvala lepa za to, da predstavljate to lepo regijo širše po naši domovini. Jaz vam rečem, kot je rekel Srečko Katanec, kapo dol. Izjemne čestitke res za vaše delo, za vaš pristop, za objektivno poročanje, tako da ja, in vesel sem današnjega dogodka tudi, da ste se odločili, da ste nam zaupali. In verjamem, da to zaupanje smo tudi upravičili. Za naziv osebnost leta 2024 televizije Vaš kanal se je sicer potegovalo še 11 osebnosti meseca. Dr. Janez Gril, Maja Vajs, rokometni klub Trimo Trebnje, dr. Milena Kramar-Zupan, Bogdan Fink, Peter Kočjaš, Žana Pintarič, Nino Žičkar, Robert Dulc, Petra Škarja ter Slavko Podboj. Veliko je osebnosti, ki v našem okolju izstopajo iz povprečja na tak ali drugačen način. Bodi se na poslovnem, športnem, kulturnem področju ali pa na humanitarnem, kot je bilo nekako videti in čutiti nocoj, da je humanitarno poslanstvo že vedno tisto, ki je nekako v širši množici postavljeno v ospredje. Pa čeprav je daleč stran, onkraj naših meja. Vesela sem, da sem že nekaj let del te zgodbe, ko odkrivamo posameznike, ki so prestopili okvirje, ki so dali sebi, svojim bližnjim in tudi širši okolici nekaj več od tistega, kar se od njih pričakuje, ki ne delajo stvari po liniji najmanjšega odpora, ampak iščejo vedno nove načine, kako uresničiti svoje, mogoče za koga nore ideje.
Posnetek celotne prireditve, na kateri so nastopili folklorna skupina osnovne šole Frana Metelka Škocjan, baritonist Zdravko Perger, duet z Zandahtjo, Nina Pušlar in stiški kvartet, skozi večer pa je zbrane vodila Petra Krnc-Laznik, si lahko v programu vašega kanala ogledate v soboto 8. marca ob 20. uri. Zadnje besede pa se spodobi, da pripadajo osebnosti leta 2024. Želim sporočiti, da sem izjemno srečna, da sem Slovenka, kajti tako čudovite duše, kot ste vi Slovenci, jaz jih ne poznam. In vedno rečem, vse, kar sem v Afriki ustvarila, v 4 državah, pomagala toliko in toliko otrokom, mladincem, ženskam, je bilo zaradi slovenskih src. V Krškem se zavedajo izzivov, s katerimi se soočajo občanke in občani, ki za prevoz na delo uporabljajo avtocesto. V okviru načrtov za izboljšanje trajnostne mobilnosti mestne občine Krško je izgradnja 2 tako imenovanih carpooling parkirišč na lokacijah ob avtocesti, in sicer na izvozu Krško 2, na Drnovem ter na Smedniku. Trenutno je objavljeno javno naročilo za izdelavo projektne dokumentacije ter pridobitev gradbenega dovoljenja. V zadnjem času na naš naslov, na mestno občino Krško, prihaja vse več pobud, prošenj, obvestil o težavah z parkiranjem v tako imenovanih deljenih prevozov, ko naši občanke in občani pridejo od nekod in potem združujejo ta prevoz do našo prestolnico ali pa tudi samo do Novega mesta, kakorkoli že. In temu primerno smo tudi na mestni občini Krško prisluhnili. Za rešitev problema so morali skupaj z Darsom najprej poiskati primerne lokacije za parkirišči. Tako da zdaj smo v pripravah tako daleč, da smo naročili izdelavo projektne dokumentacije. Govorimo za 2 takšni postajališči, če tako imenujemo to. Eno je na Drnovem pri poslovni coni, se pravi neposredni bližini, oziroma tam pri Darsu, drugo je pa na Smedniku. S čimer naj bi se težava parkiranja odpravila. Seveda zavedamo se tudi tega, da je to časovno, glede na to, da vsi postopki ponovadi tečejo kar dolgo časa, pomeni nekaj časa, zato smo tudi v dogovoru oziroma v pogovori z lastniki zasebnih zemljišč, kako tudi z upravljalci nakupovalnih centrov, kjer pa poskušamo to prehodno obdobje rešiti tako, da bi nekako našli nekšen konsenz. Tako število parkirnih mest kot stroški in rok izdelave bo znano po samem umeščanju v prostor. Z nadaljnjimi ukrepi in investicijami na področju trajnostne mobilnosti si na mestni občini Krško tako prizadevajo izboljšati dostopnost in urejenost parkirnih površin ter spodbuditi uporabo okolju prijaznih oblik prevoza v lokalnem okolju in tudi širše. Ostajamo pri cestni tematiki. Osrednja pridobitev letošnjega leta v občini Mirna bo dolga desetletja želena in prepotrebna obvoznica, ki bi promet iz središča kraja preusmerila na obrobje. Državna naložba namreč vse bolj postaja resničnost. Na nedavnem ponovoletnem srečanju vodstva občine s predstavniki gospodarstva je domači župan zbrane zadovoljno seznanil s potekom gradnje 1750 metrov dolge obvozne ceste. V tem letu bo kar veliko novih otvoritev, veliko je dogajanja tako na področju izgradnje večstanovanjskih objektov, kot tudi enostanovanjskih objektov, kot tudi sama obvoznica se dokončuje. V letošnjem letu bo predana v uporabo vsem voznikom na relaciji Sevnica-Trebnje. Ni samo cesta mimo Mirne, ampak se je reševalo tudi ogromno drugih stvari, tako komunalne infrastrukture kot druge infrastrukture, in je hkrati se obnavljalo tako vodovod, ki ga mi upravljamo na tem področju, in s tem smo v bistvu z eno potezo rešili več stvari hkrati, kar je lahko tudi, bom rekel, ena dobra praksa tudi za druge občine. Obvoznica ima močan vpliv na kakovost, višjo kakovost dela, dostavnih poti, pa predvsem tudi življenja občanov.
smo pri prvem izvozu rondoja, tako da mi praktično težav nimamo več. Seveda, s končanjem obvoznice bo pa pot še malo lajšana, ker bo pač vodila mimo hiš. Vse prometne povezave zelo izboljšajo kakovost življenja, ne? Gre za državno naložbo. Naročnik del je Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo. Gradnja se je začela novembra 2022, že leto prej so porušili edini objekt, ki ga je bilo treba na trasi odstraniti. Dela potekajo na drugi in tretji etapi. Prva etapa pa je zaključena. Dela potekajo na 2 premostitvenih objektih. Predvidena bodo zaključena do konca julija v letošnjem letu, čemur sledi še tehnični pregled in pridobitev uporabnega dovoljenja, kar je pogoj za sprostitev prometa na celotni obvoznici. Pogodbena vrednost del je 7,35 milijona evrov, pri čemer Direkcija za infrastrukturo prispeva 7,25 milijona evrov, preostanek pa občini Mirna in Šentrupert. Na Kostanjeviškem otoku pa se v kratkem obetajo spremembe parkirnega režima, je na sinočnji redni seji občinskega sveta, na kateri so med drugim potrdili letne programe kulture in športa, obelodanil tamkajšnji župan Robert Zagorc. S spremembami želijo pešcem zagotoviti varno in predvsem neovirano gibanje. Kot opažajo, so namreč površine na obeh straneh ceste, namenjene tudi najšibkejšim udeležencem v prometu, pogosto zasedene s parkiranimi vozili, poudarja kostanjeviški župan. V izogib temu občina pristopa k spremembi parkirnega režima. Predvsem se gre zaradi varnosti. Če tako gledamo, vemo, da so pešci, otroci, starejši, mamice z vozički, invalidi in tako naprej. In vemo, da smo nekako gremo v smeri turizma. Perspektiva je, da se občina turistično razvija in vemo, pridejo turisti, pa nemajo kje hoditi. Praktično hodijo po cestišču. V bodoče torej temu ne bo več tako. Kljub novosti predvideni parkirni režim za na otoku stalno živeče občane z izjemo prilagoditve zdajšnjih navad bistvenih sprememb ne prinaša. Mi imamo, kot vemo, obe ulice imajo z obeh možnost parkiranja ali peš površin, so pločniki širši, ožji. In zdaj pri pregledu samih teh površin smo ugotovili, da je zunanji krog ima več širših površin, kjer je možnost parkiranja. In zato smo se tudi potem odločili, da gremo zunanji krog za možnost parkiranja, notranji krog pa za pešce. Spremembe parkirnega režima bodo seveda ustrezno označene, tako kot tudi nekatere zgolj začasno dovoljene izjeme. Ker so pa prireditve ali pa za čas maše na Jakobovi cerkvi pač bo izjema, normalno. Tudi izjeme morajo obstajati. Načrtovana posodobitev parkirnega režima na otoku, ki jo bo predvidoma že na prihodnji redni seji obravnaval in potrjeval tudi občinski svet, bo po oceni župana v veljavo stopila še pred poletjem. S spodbudnim sporočilom tako zaokrožujemo današnje novice. Naj vas življenje vodi po varnih poteh, tako v konkretnem kot tudi metaforičnem pomenu. Srečno in vse dobro do prihodnjič.